Ajla, zdajle sva na dopustu z Albertom in razmišljam čisto o drugih stvareh, kot razmišljam tako, kadar hodim v službo. Ena stvar je ta, da sem manj v stiku z zgodbami, z vašimi zgodbami. Druga stvar je ta, da počivam in ne boste verjeli, koliko ogromno je stvari, ki jih vidim iz te perspektive drugače. Tako da danes ne bom govorila o vzgoji, pa ne bom govorila o tem, ne bom vas prepričevala, kako je fajn v družini imeti, ne vem, dobre odnose, kako boste vsi pol bolj srečni. Ker sem danes pogledala to, kaj sploh pomeni biti srečen, z neke druge perspektive. Pogledala sem to s perspektive tega, da v resnici, ni bistvo življenja v tem, da smo mi skozi srečni. Bistvo življenja je točno v tem, da, je pomembno, kaj znamo narediti s tistimi trenutki, ke v življenju nismo srečni, ke se ne počutimo dobro, ke se zataknemo nekam in ne moremo iti naprej, ko vse skupaj izgleda brezupno. Ker pač glejte, velikokrat me sprašujete: "Kako ti vse to zmoreš?" Glejte, ravno tako kot vi, pač imam dneve, ke zmorem, ke delam čudeže, in imam dneve, ke se valam, ke ne morem dati nič od sebe, ke ne vidim smisla, ke si rečem: "To, kar delam, je brez veze, to itak nikomur ne pomaga." In pol spet pač nekdo od vas reče: "Joj, hvala za tole," in me dvigne in glejte, v bistvu je življenje eno valovanje nekih energij, ki nastajajo med nami v odnosih, a ne. Tudi med mano pa med vami, ke me zdajle gledate. Tako da v bistvu bi rada govorila o tem, a ne, o tem, kako, je zlagano to, prepričanje, da je človek lahko ves čas srečen, in kako je zlagano to prepričanje, da, je to dosegljivo. Glejte, gre se čisto za nekaj drugega. Tukaj se ne gre za to, da smo mi srečni. Gre se za to, da se v svoji koži počutimo dovolj varno, da zmoremo preiti težke trenutke. Tiste trenutke, ke ne vemo, kaj bi sami s sabo. To, kar sem prej naštela v prejšnjih stavkih, da ne bom se ponavljala. Kako pridemo do tega, a ne? Ker poznamo ljudi, a ne, eni se srečajo z najmanjšo oviro in obupajo in odnehajo in rečejo: "Glej, to ni bila dobra ideja." Eni rečejo: glej, ni pravi čas." In pač odnehajo. Eni, ke vsi vidimo, da so si zastavili nekaj, kar je skoraj nemogoče, bojo to dosegli, bojo delali, bojo preživeli slabe dneve, se bodo soočili z njimi, se bojo pogledali v špegel, bojo rekli: "Okej, tukaj je težko, ampak zmorem, bom." Najdejo načine, kako bojo, najdejo ljudi, ke jih vprašajo, najdejo znanja, ki jim pomagajo preiti, investirajo v neki projekt, zadnji denar samo zato, da bi prišli tja, kamor so se namenili. Med te ljudi jaz pašem. Skratka, jaz sem skoraj neustavljiva, zelo težko me ustavite, in v resnici nisem ves čas Velikokrat sem zelo obupana, vprašajte mojo sestro, pa Alberta, pa Mojco, vprašajte moje prijatelje, ke se jim naslonim na ramo in rečem: a ima to sploh smisel?" In, zakaj vam to govorim? Zato vam govorim, da, vam pokažem, da ni prav, da neke ljudi kujete v zvezde. Vsak človek, ki ima za sabo neki uspeh, ima za sabo niz neuspehov, ki jih je mogel premagati, obiti, spremeniti svoj načrt, nekaj je mogel narediti zato, pridobiti znanje recimo, zato da je prišel na tisti cilj, ki ga je želel. In na koncu vam bom povedala, recimo midva sva napisala eno knjigo, pa zdajle drugo knjigo v 4 delih, to pomeni 4 knjige še zraven, pa imava že napisanih nekaj še v računalniku. In jaz sem skozi verjela, da ke bom knjigo dobila v roke, bo to moj najsrečnejši trenutek v življenju.
Skratka, ko bo cilj? Cilj je to, da napišem knjigo, da jo, evo, se jo imam tukaj, eno, da jo primem, povoham, prelistam, kušnam, ne vem, na koščke raztrgam. Imela sem noro enih fantazij, kaj vse bom naredila. Ko bom dobila to literaturo, ki sem jo mimogrede skupaj z Albertom pisala in zbirala materiale dolga leta, ogromno energije, ogromno enih ovir, ogromno enih konfliktov v naši družini, zaradi katerih sva skoraj nehala knjigo pisati. Pri najvodilih isto. Ampak, a veste, kaj se je zgodilo? Ko sem knjigo dobila v roke, ni bilo tega občutka. Zakaj ne? Zdaj razumem, takrat sem mislila, da sem preutrujena, saj sem tudi bila zelo utrujena. Ampak gre se za to, da skozi celo potovanje, ko sva pisala knjigo, je bilo toliko enih zmagovalnih občutkov, ko sva premagovala ovire. Toliko enih zmagovalnih občutkov, da to, ko sva prišla na cilj, je bilo v bistvu zelo samoumevno, ker sva ves čas vedela, da bova tja prišla. In ko sva dobila knjigo, je bil občutek, kot da sva prišla do ene točke na najini poti. Skratka, ne na cilj. Ampak je bil že tam za to knjigo spet nov cilj. In to je super. Kar vam hočem povedati je, da premagane ovire štejejo veliko več kot občutek, da bi skozi bili srečni. Zdaj pa pojdimo na družino, pa dajmo to v družinsko življenje. Ovire v odnosih, ki so. Glejte, lahko jih premagamo, lahko se učimo, lahko pridobivamo znanja, lahko najdemo druge poti, kako najti bližino, kako ustvariti neko varnost. Lahko pa pač rečemo, zafrknila sem se, brez veze, rajš grem. To je v bistvu tisto, kar se morate vi odločiti. Sploh tisti, ki me zdajle gledate in niste zadovoljni v vaših odnosih. Ne bom rekla, niste srečni. Nismo vedno srečni, še enkrat poudarjam, nismo vedno srečni. Normalno je, da se kdaj počutimo prazne, osamljene, obupane, žalostne. To je normalno. Ampak kaj s tem narediti? Kako to preideti? Kako to raziskati? Od kje to prihaja? Ker to je moje. Moja žalost, moja osamljenost, moje razočaranje. Od kje to prihaja? A sem pripravljena se poglobiti v to, raziskovati, se mogoče tudi soočiti s kakšno svojo nedokončano zgodbo in v odnos prinesti nekaj novega, svežega, skratka premagati oviro in iti naprej. A sem to pripravljena? Ali mi je to pretežko in bom rajši rekla, lej, dragi, lepo se mej, jaz odhajam. To so te drobni koščki, ki gradijo naše življenje, ne samo naših odnosov. Naše življenje, naš občutek varnosti, naš občutek zadovoljstva in pazite, zadovoljstva samim s sabo. Danes je Albert končal nek projekt, pisal je spremno besedo za Jesperjevo novo knjigo. In jaz sem to spremno besedo prebrala in sem rekla, wow, kocine mi grejo po koncu. Tok mi je bila res mi je bila všeč, tako čustvena, spoštljiva, wow. In potem sva šla na sprehod. In je Albert rekel, tok sem zadovoljen. Tok sem zadovoljen. In to je ta občutek, ko nekaj naredite, pride zadovoljstvo. In ko premagate neke ovire, ko premagate nekaj težkega, nekaj, kar vam je težko narediti, je zadovoljstvo še toliko večje. Tako da ne hrepeneti po tem, da bi se ulegli pod palmo in bili srečni, zaradi tega, ker tisti trenutek, ko se boste ulegli pod palmo, ne boste več srečni. Ker sreča rabi tudi akcijo. Sreča ni ležanje pod palmo.
Mi smo narejeni zato, da smo aktivni, da šibamo, da ustvarjamo, da raziskujemo, da delamo nove stvari, da rastemo, da se razvijamo. Tako da, hvala, ker ste me poslušali. Komentirajte spodaj, napišite kakšno vprašanje, lajkajte video, šerajte ga, zato da bomo naredili svet lepši in predvsem s tem videom pokazali ljudem, da sreča ni v tem, da smo skozi srečni. Čau!